Dragi gostje, pozdravimo člane filmske ekipe, ki so danes z nami. Montažer Janez Bricelj. Oblikovalec zvoka Boštjan Kačičnik. Kolorist Janez Ferlan. Organizatorka in vodja snemanja Amela Ikovic. Scenograf Dušan Milavec. Direktor fotografije Radovan Čok. V vlogi sina Matija Rupel. Ida Marjuta Slamič. Albert Ivo Barišić. Ter scenarist in režiser Marko Sosič. Jeh ni preveč, nas ne bojo pojeli. Grem na to stran in dam besedo najprej filmskemu avtorju, scenaristu in režiserju Marku Sosiču. Marko, film ima seveda predzgodbo in tako naprej, sama, ne produkcija, to pride kasneje, no, v glavnem pobuda za film je prišla z katere strani? Kakšna je tu geneza? Zgodba je zelo zanimiva. Bom na kratko povedal, dejansko to vprašanje okrog odgovornosti, okrog solidarnosti, okrog empatije z drugim me je kar naprej po romanu še vleklo in sem začel pisati neke vrste igro, nek TV obliko in potem neke vrste kratki scenarij, televizijski, ne vem kaj, in to je prišlo v roke v Trst in Trst je posredoval Ars Media in Ars Media se je navdušila in smo začeli delati in seveda z veliko so me zelo bodrili k temu, da bi se to realiziralo. Jaz seveda sem bil popolnoma presenečen nad tem, ne, mislim, po 30 letih. Nad čim pravzaprav? Nad dejstvom, da bi posnel film, ne, in potem, in seveda je producent Boštjan, ki me je, pozabil te, evo ga. Se upravičujem, producent Boštjan Ikovic. Takrat nisem niti poznal, sem že pozabil na vse dikcije tega, kaj je gor dol in sem njega tudi slabo razumel. Po telefonu sem mislil, da moram začeti čez 3 tedne to snemati, ne. In seveda sem rekel, oni me hočejo uničiti, ne. In seveda sem vse slabo razumel in skratka potem se je stvar speljala v redu, da je bilo to pač vendarle še eno leto pred mano, da smo lahko potem to delali in pripravljali, ne. Se pravi, odtot tisto, da ste se... Totalno to povedano, ne. Odtot tisto, da ste se malo otepali tega režiranja, ne. Ne vem, to je ena velika odgovornost, ne, meni je, zame je to, kako bi rekel, ena velika strahotna izkušnja, fantastična, ne, ampak je tudi velika odgovornost, mogoče sem to odgovornost v sebi zmeraj mistificiral, mogoče malo preveč, ali pa to je bil alibi, da se nisem upal v to iti, ne. In zdaj so me pač, tako bi rekel, nagnali na to.
in sem seveda vsem zelo hvaležen. Ne. No, ko človek bere knjigo, so seveda, kot smo že povedali, osnovne poteze teh likov v njej in tudi imeni sta enaki. Kako to? To pomeni, da lika takrat že zrasteta, dobita imeni in jih potem ohranita. Lahko bi to tudi spremenili namreč. No? Albert je neka konstanta, v raznih knjigah se pojavlja ta stric Albert ali nek Albert je, mora biti. Ida pa po svoje tudi in se pojavlja v različnih knjigah, tako da ni bilo nobenega vnaprej mišljenega scenarija za film ali kaj podobnega, to sta imeni, ki sem jih po popolnoma moji naravni notranji poti prenesel v scenarij, tako da ni bilo nekaj. No, tudi tema teh tako imenovanih novodobnih Aleksandrink bi lahko rekli, torej negovalk, ki hodijo v Trst, ki je mesto precej veliko starih ljudi, je tisto, kar vas nagovarja že dolgo. Tudi iz avtobiografskih, bi rekli, okvirjev. Ja, dejansko, kako bi rekel, lik služkinje me spremlja od obeh non, ki sta prišli z Vipavskega delati v Trst, ki sta potem se naselili k različnim družinam. In to sem jaz, kako bi rekel, živel vsakdanje kar dolgo časa in mi je to povsem nek zelo blizu lik, predvsem to, da se recimo Ida na nek način na koncu upre, me spominja na mojo nono, ki je bila služkinja v neki vili, je imela svojo hiško zraven, mi je imela zvonc potegnen z vile, v kateri je prebivala neka Angležinja in ona je bila v hiški zaslužen čad. Ampak to ni bila več njena gospodinja, to je ona samo kupila to vilo, ne? Ki so prejšnji gospodari so pa bili njeni. In ker jo je ta Angležina non-stop izzvonila zvonc, ne pride po noči in po dnevi, ne? In ona v določenem trenutku prerezala to žico. In to je bila prva emancipacija znotraj družine, ne? In ženskega sveta, te vrst dela in početja, ki so, ja, seveda, Trst je poln tega, ja. Kaj pa lik Alberta, tak, kot ga vidimo na platnu, ima tudi realno osnovo? Ja, on je, se mi zdi, nek nositelj duha tega časa, ne? Duha nestrpnosti, duha nerešenih vprašanj z samim sabo, v tem primeru njegovimi vprašanji, ampak duha časa, ki se rojeva znotraj teh novodobnih populizmov v nekih in se rojeva in se napenja in raste znotraj nekih kulturno nepismenih ljudi, ne? Ampak z druge strani pa, kako bi rekel, zaznamovanih z neko svojo bolečino, kar jih dela pač v tem primeru Alberta nekega človeka vendarle popolnega. Samo še eno vprašanje, preden damo igralcema besedo, ali je bilo samoumevno, da je Albert Slovenec? Zame je bilo zelo narobe, če bi se loteval nekega drugega, da bi recimo Italijan bil, ne? Kar jih je tudi pri Italijanih veliko takih, ne? Ampak je tudi med Slovenci. Zato, kako bi rekel, zelo naravno. Ja? No in seveda pri takem filmu ključno vprašanje, kdo naj ju igra. Kako ste prišli do Marjute in Iva? Marjuta je, kako bi rekel, velika filmska igralka slovenska, ne? In je, kako mi je všeč reči, da je ena taka, bi rekel, filmska žival, ne, pred kamero, taka velik talent, instinkt in znanje, ne. Tako da, če povem eno anekdoto, ki mi je ne bo zamerila, ne, me vprašala, kjer objektiv imate? Ta in ta, sem rekel, s tem ne boš nič dosegel. Tako bi rekel, da je tudi znanje, veliko znanje, ne, poleg tega, da jo imam rad in na filmu in kot človek, on je tudi, kako bi rekel, velik človek in zaradi tega lahko nosi neke določene vloge, ne. Ivo pa je moj prijatelj 20 let, on me je spraševal pred 20 leti, kdaj boš posnel film, in po 20 letih sem rekel, Ivo, morava posneti film zdaj. Dobro, tako je. Ja, najprej Marjuta, seveda je eno od tistih čudnih klišejskih vprašanj, ne, kako ste se lotili vloge, bla, 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 ampak vendarle, no, tu je poudarek na tem, da lika imata zgodbo, ki je zadaj, ki je njuna preteklost. In morda vendarle vpogled v kakšno igralsko skrivnost, kakšna je bila
zgodba zadaj, za tem likom? Mislim, jaz nisem pristaš nekih teh izmišljij, a ne. Seveda si, mislim, ne pristaš, pač nekako meni to organsko ni. In se mi zdi, da se, če dovolj časa pustiš, da se lik lahko tudi naseli vate in ti on pove, kako pa kaj, ne. Mislim, zdaj tle so pač neka dejstva bila, da je bila v vojni, da je iz vojne in ta dejstva že sama po sebi nekaj dajo in nekaj povejo. Zdaj ta zgodba, kar se navezuje pa na družino, ki je tam in ki je ni in ki umira in brata in očeta in mater in tako. To so pa neke čisto univerzalne zgodbe, ki jih potegneš tako, se mi zdi, da sproti se ti naseli lahko, kaj naj bi te odnosi bili in kaj naj bi ti te odnosi prinašali tebi, ne. In se mi zdi, da tudi vsak dan ne živimo tako, da bi vsak dan nosili te gromozanske zgodbe s sabo, ampak smo neke koščke, a ne. Ja, kaj pa ta odnos, ki ga vidimo na platnu? Ta večplastni odnos med Albertom in Ido? Mislim, da to je pa imel Marko srečo, da sva jaz in Ivo kar dobra prijatelja in da je ta večplastnost, da že tako ali tako prisotna. Ja, jaz res ne znam teh stvari tako intelektualizirati pa povedati, se mi zdi, da res tako, da če pustiš, da zaigrajo te strune v tebi, pol to pride ven, ne. In če pustiš, da se to manifestira in prelije skozi tebe, pol pač se prelije, če pa se ne, se pa ne, ali. Hvala. Ivo, kaj je dal ta film novega, poleg novega obvladovanja dialekta in nove besede kandot? Kandot, super beseda. Moram reči, da smo imeli veliko veselje s to besedo, ker je jaz nisem razumel. Edini, ki je nisem razumel, jasno. Po vseh teh letih na Primorskem je nisem razumel. In smo se, moram reči, smejali dosti časa. In še zmeraj se, kadar se spomnim na njo. Veste kaj, tako je, ne? Film se je rojeval pravzaprav na lokvah, bi temu rekel. Marko je prišel k meni s scenarijem in je rekel, če bi to snemal, jaz sem prebral scenarij in potem sva se odločila, da greva na lokve. To je Zeleni raj nad Gorico, nad Novo Gorico. No in tam sva premlevala o tekstu, tam se je rojevala zadeva, da tako rečem, tam se je rodil v meni Albert, da tako rečem, ali pa neka zasnova, nek zarodek Alberta, no, da temu tako rečem. No in potem smo šli in smo snemali. To je igralska naloga kot v teatru. Si zaseden in potem težiš cel film in konec. No, treba je bilo pa rešiti tudi kakšne zelo fizične naloge, ne? Se naučiti premikati kot nekdo, ki ga noge ne ubogajo več. Kako ste to dosegli? Res je. No, Marko me je predstavil enemu človeku, ki sem mu seveda hvaležen in sem ga tudi srečal v Portorožu na projekciji. No, ta človek je od svoje rane mladosti na vozičku in on mi je povedal par napotkov mi je dal, kako se pravzaprav človek obnaša na vozičku, kaj in kako gre, kako leze v avto in tako naprej. In tudi pokazal mi je to in moram reči, da je bilo zelo naporno meni gledati, ne, ker mu nisem smel pomagati, ko je šel v avto po dili, ne, ker on zdrsne po dili z vozička, kjer mu sname tale oporo za roko in potem nastavi dilo na zic in zdrsne potem na zic za volan. Ne. Vse te štose mi je pokazal, potem kako zaveže noge, če se je treba premikati tako, da ne popravlja samo eno nogo, ampak obe skupaj. Mislim, veliko tega mi je pokazal, ne, in jaz sem stalno govoril Markotu, ker nekaj je, ne, noga ti dela tudi samoumevno, da tako rečem, ne, pri premiku ali kaj takega in sem ga vedno opozarjal, lepo te prosim, glej noge, ne, cel film, glej noge, ne, ker mora biti nek verizem, da tako rečem, ne. Če sem na vozičku, sem pač na vozičku, ne.
In so ubogale, da tokrat niso ubogale? So ubogale, so. Ker je bilo, mislim, a veste, delali smo po 10 ur in ko enkrat sediš 10 ur in potem je še naslednji dan 10 ur, še naslednji in potem prije še eden in se navadiš, tudi noge se navadijo. Navadi se tudi vode v kadi, ne? Na filmu ne bi smela biti voda pregorka, v resnici bil pa strah, da bi bila premrzla, ne? Da bi se ohladila. Ne, so mi dali tako prijetno vodo, tako fajn je bilo, v redu. Najhuj je bilo v Kandotu, no, ti si bilo najhuj, ne. Ti se mi zdi tak prizor, tak grozen prizor, no. Gospe in gospodje, tudi vi lahko vprašate kaj člane filmske ekipe, tako da dvignite roko, do vas prinesemo mikrofon in vam z veseljem predamo besedo. Okay. Mi pa gremo še k dvema članoma soavtorske ekipe, to sta direktor fotografije Radovan Čok in scenograf Dušan Bilavec. Če citiram, če dovolite, pripis ob tem filmu za Raindance Film Festival. Film je čudovito posnel direktor fotografije Radovan Čok. Skozi njegov objektiv stanovanje postane zračna, prostorna kletka ali labirint, v katerem je Albert ujet, kamorkoli se obrne. Radovan, snimali ste v velikem, udobnem pravzaprav stanovanju, ne? Ampak stanovanju, ki vendarle ponuja nek omejen nabor rakursov in tako naprej. Na kaj je bilo treba najbolj paziti? Ja, največji problem je bil to, da to stanovanje ni bilo v Trstu. Tako da je bila ta povezava tistega majhnega dela ulice Tržaškega in stanovanja v Ljubljani najbolj problematično. Drugo je, da je, kljub temu, da je stanovanje dosti veliko, je vseeno v uri oziroma 70 minutah vseeno treba paziti, da se vizure ne ponavljajo, da celo dogajanje traja en dan, tako da je treba tudi za svetlovo pokazati ta pretok časa. Glavno to. Barve se mi zdijo pa izjemno tople, ne? Čeprav je poletje v filmu malce jesenske. Ko je Technicolor, bi rekel Albert. Ja, na to nimam govora. Ima kdo na to kakšno vprašanje za direktorja fotografije? Mogoče Duško. Na barve lahko jaz odgovorim. Ne sem cel kolorit filma, ampak cel kolorit tudi stanovanja. To je bilo eno belo stanovanje, ki smo potem po eni kopiji, ne lih kopiji, mi smo najdli eno hišo v Trstu, ki je bila 15 stropi, pod to hišo smo pa še eksterierje snemali. In to je bila hiša, ki je imela vsakemu nadstropju po 2 stanovanja. In so bila vsa prazna. Tako da vse tiste stvari in štukaturce, ki smo risali, in barvice smo malo v tem vzeli ven, da smo dobili ta tržaški štimum, ker oni hodo radi nakičijo. Mi smo pripričani, da imajo Italijani lep dizajn, ampak to je en kup enih stvari v stanovanju, ki si človek ne more predstavljati. Tako da te barve smo čisto lepo določila, tako da je bilo njemu lažje, pa da je bilo zanimivo. Ker pri filmu nismo imeli denarja za pohištvo, zato smo tudi meni opremili. In z Markotom sem se zmenil, da je dal to noter v film, da kdaj bojo stanovanje opremili, ki je bilo tako na pol. Ampak po drugi strani smo pa dobili zdaj eno zgodbico, zakaj ni dokončano, kaj je vam prinesel in tako naprej. Zmeraj se najde mogoče pri eni stvari, ki je enkrat v minusu, pol ti lahko pride tudi plus. Če se da med sabo pomeniti, ker mi trije smo kar precej bili skupaj in smo te stvari kar fajn debatirali in mislim, da, tako kot pravi Radovan, hudo težko je narediti v bistvu en ambient, eno uro toliko zanimiv, pa z 2 igralci, da ga še gledaš. Če pojasnimo še detalj ali 2, snemali ste pa v stanovanju v Ljubljani in čeprav razumem, ste van pripeljali precej pohištva in opreme prav iz Trsta. Ne,
Jaz sem slučajno to pri enemu starinarju del pohištva iz 30 let tržaškega, ardekojska oziroma italijanskega. Del kuhne je bilo, drugo smo opremili, tako da vse pohištvo je bilo več ali manj prinešeno, ampak ne strsta, vse smo dobili tukaj. Še vprašanje za Marka, če smem. Stanovanj ste si ogledali tudi v Ljubljani kar nekaj, ampak prvo, ki ste ga videli, je bilo tisto pravo. Ne? Zakaj? Kaj je imelo, da je bilo vzdušje tisto, ki ste ga iskali? Ne vem, če je bilo prav prvo, ampak verjetno, med prvim je. Ja, med prvo je. Veste, kaj me je prepričalo? Ploščice so me prepričale pred vrati. In so zelo, ko so ploščice iz prejšnjega 20 let, verjetno prejšnjega stoletja. Podobne, kot so v Trstu. In torej na začetku. Potem pa seveda prostornina, prostornina in labirint pravzaprav, ki je bil. Moram reči še na to fotografijo Radovana Čoka in Duškotovo scenografijo, ta svetloba, ki je močna, ki je, kako bi rekel, bistveno meni se zdi, da je v kontrastu, v kontrapunktu za neko temo dveh, vsaj Albertovo temo, in da je to znotraj tega svetlega prostora posneto, tako kot je posneto, to se mi zdi pomembno, da nismo šli v neko mrakobno stanovanje, ampak da smo luč nosili noter. Stanovanje je v Trstu na ulici 20. septembra. Je tu kakšen poseben pomen ali naključje? Ne, ni nobenega pomena. Razen, da je bil prijazen gospod, ki nam ga je odstopil. Zelo prijazen gospod. Gospe in gospodje, še kakšno vprašanje iz občinstva? Jaz bi se rad zahvalil še prvič tako po vrsti Matija Rupel, Ivo Barišič, Marjuta, producent Boštjan, Radovan, Duško, Amela in gospodje do montažerja na koncu. Hvala. Hvala, Marko. Za hip še beseda producentu Boštjan Ikovic, nenamerno prezrt. Kakšna je nadaljnja pot filma? Film danes začenja distribucijo v vseh kinematografih oziroma Kino Art mreža plus še nekateri ostali. Upamo še na festival, ki je tako v bivši regiji Jugoslavije v Sarajevu, potem pa vsi festivali, ki mu še sledijo, nekateri že v obhodu, nekatere pa upamo, da bo in se trudimo in delamo v tej luči naprej. Se da že kaj izdati? Ste na kakšno novo udeležbo na festivalih že ponosni? Zaenkrat še čakamo, vse delamo na tem, ampak bom še počakal, da bo čist črno-belem. Velja. Marko, le še zadnje vprašanje. Zdaj, po celovečernem filmskem prvencu, se obetajo novi filmski projekti? Povabljen sem, da razmišljam o tem. Hvala lepa. Razmišljajmo in se pogovarjamo o tem še naprej ob kozarčku. Hvala lepa.